Naš Gospod si zasluži, da ga častimo v duhu in v resnici. Lepo vas je videti. Za tiste, ki me ne poznate, kot je že Helena povedala, Viktor Andrejek, rojen nekje na Goričkem, tam, kjer se srečajo zajci in lisice. In moja babica je bila verna, ona se je prva v naši hiši spreobrnila, potem moj oče in mama in seveda mi smo se potem rodili v tej družini. In tudi verni otroci se morajo dobro spreobrniti, ker večkrat samo imajo vero v glavi, ne pa v srcu. Žal, 4 leta sem naredil povzo, živel sem kot vsi ostali, nisem oropal banko, nisem dosti stvari delal, ki delajo drugi, ali sem bil veliki grešnik. In Bog me je srečal v Švici, eno soboto. Tako lepo sončno vreme je bilo in Božja milost je spet prišla v moje življenje. In potem mi je Gospod dal na srce, da to, kar sem sam doživel, da dam dalje. In tam sem delal od 1980 do 2004 kot misionar med bivšimi Jugoslovani, Slovenci. Mnogi so se spreobrnili. Najboljšo žetvo smo imeli 95. Čez 30 ljudi se je krstilo v vodi. Jaz si želim ta čas tudi tu v Mariboru in na Ptuju. In evo, 2004 sva se vrnila z mojo drago Esterov, mojo soprogov, nazaj v Slovenijo. Tu smo bili do 2017. 2012 smo začeli novo delo na Ptuju in moram povedati, hvala Bogu, delo počasi napreduje. Vsi iz Ptuja, naša cerkev, vas lepo pozdravlja, seveda moja soproga posebno, ona ima delo tam, zaradi tega ni danes tu. Danes je pazila oziroma pazi Lijama, ker Eva in Gabriel vodita slavljenja. In veste, kak je moja žena, ona vse vidi, kar ni čisto. In to mora ona očistiti. Pa potem nas tudi tira. Jaz bom šel pozneje na Ptuj in dobim še najbrž nekaj v roke, da operem tla na WC-ju in tak dalje. Dobro je, da dobro sodelujemo v cerkvi. Veste, splača se živeti za Boga. Splača se živeti za Gospoda. Žetev je obilna. Mi jamramo, da ni žetve. Glejte, koliko ljudi je okrog nas. Odprimo usta in povejmo ljudem, da je Jezus pot, resnica in življenje. In eden bo prišel, drugi nas bo zasovražil, ali naša naloga je, da širimo evangelij. Ne sramujmo se Jezusa. On je vse storil za nas. On je plačal visoko ceno za tvoje in za moje prestopke. In vam povem, jaz vsak dan molim za naše stare, za njih ne, ali se zahvaljujem, da so sprejeli Jezusa, za moje starše, ki so molili za nas, ko smo šli krive poti, ali Bog nas je prehitel in srečal. In to je dobro. To ni danes moja tema. Moja tema danes je, kaj šteje v našem življenju, kdo je naš zaklad. In mislim, da ne bi bilo slabo, če vstanemo pri branju Božje besede. Tisti, ki ne more stati, sedite brez problemov. V Evangeliju po Luki 12. poglavju od 13. do 21. vrstice beremo. Evangelij po Luki 12, 13 do 21, tako pravi Božja beseda. Nekdo iz množice je rekel Jezusu, učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj. Jezus mu je dejal, človek,
kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju? Jezus jim je rekel, pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje ni odvisno od premoženja, pa naj ima kdo še tako veliko bogatstvo. Povedal jim je priliko. Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Zato je v sebi razmišljal, kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov. Rekel je, tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši, duša, veliko dobrin imaš shranjeni za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje. Bog pa mu je rekel, ne umneš. To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe in kar si pripravil, čigavo bo. Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom. Oče, hvala ti za tvojo večno besedo. In jaz te prosim, daj ti milost za govoriti in daj tudi milost za poslušati v imenu Jezus. Amen. Lahko zavzamete vaša mesta. Božjo besedo, katero smo prebrali, je napisana za naš čas. Jezus v tej besedi govori o človeku, ki je bil bogat. Jezus govori o človeku, ki je skrbel le za svoje zemeljsko življenje. Jezus v prebrani besedi govori danes zjutraj tudi nam. On nas nagovarja osebno. To je Jezusova aktualnost za vse čase. Jezus in Jezusova beseda ni zastarela, temveč Jezus in Jezusova beseda govori v naš čas, v naše življenje, v našo situacijo. Jezus za vsakega človeka ima dobro sporočilo. Jezus je prišel na ta svet, da bi vsakemu človeku dal večno življenje. Jezus o tem človeku ne pove vsega. Mi ne vemo, ali je ta človek bil sam, ali je imel družino. Jezus tudi ne govori o njegovih otrocih. Jezus nam tudi ne pove, kako je ta človek prišel do svojega premoženja. Toda nekaj stvari nam Biblija pove o tem bogatem človeku. Kot prvo, ta človek je bil bogat. Ta človek je bil rojen za naš čas. On bi lahko s svojim premoženjem nahranil nekaj 100 lačnih otrok. On bi lahko na svojem posestvu zaposlil veliko delavcev. Ne samo, da je bil bogat, temveč, kar je najbolj presenetljivo in čudovito, Bog je tega človeka blagoslovil. Bog je tega človeka obilno blagoslovil. Če nekemu kmetu njive dobro obrodijo, potem je to znak Božjega blagoslova. Amen. Če vam in mene zdravstveno in materialno dobro gre, potem je to velika Božja milost in znak Božjega blagoslova. Biblija pravi, Bog da dež kristjanom in nekristjanom. V Evangeliju po Mateju 5:45 beremo, Evangelij po Mateju 5:45, tako pravi Božja beseda, Bog namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. To pomeni, da Bog blagoslovi marljive ljudi, kristjane in nekristjane. Veste, Bog nima rad lenuhov. Resnično. In jaz mislim, kristjani bi morali biti najboljši delavci, najboljši učenci, najboljši sosedi. Tako bi moglo biti. Velik reformator, dr. Martin Luther je povedal, da Bog dela z obema rokama.
Desna roka mu je roka odrešenja, roka, s katero je poslal Jezusa Kristusa na ta svet, da bi postal odrešenik sveta. Tudi tvoj in moj odrešenik. Roka, s katero vodi svojo cerkev proti večni domovini. Bog dela tudi z levo roko. Leva roka je roka ustvarjanja. Bog dela z desno in levo roko in nas blagoslavlja duhovno in telesno. To, da smo danes na tem bogoslužju in da smo zdravi, je znak Božjega blagoslova. Da smo normalni, da lahko razmišljamo z našim razumom, da imamo zdrave roke, zdrave noge, vse to govori o Božji milosti, o Božji dobroti in o Božji ljubezni. Za tega bogatega človeka vemo, da je bil marljiv in uspešen. Ta človek je znal načrtovati. V našem času bi lahko za njega rekli, da je bil odličen poslovnež. Ta bogat človek je rekel, zdaj, ko je polje dobro obrodilo, se morajo pridelki čim prej pospraviti in to na pravo mesto. Toda ta bogat človek je imel en problem. Njegovi skednji, njegovi kašči so bili premali za vse pridelke. Dejal je, poklical bom arhitekta, da napravi načrt za nove in večje, lahko bi povedali, velike skednje. Naročil bom gradbeniško podjetje, da zruši stare skednje in zgradi nove. To je bil njegov načrt. Ta bogat človek je bil marljiv. Njega ni bilo sram delati. V pismu Galačanom v 6. poglavju v 7. vrstici beremo, kar bo človek sejal, bo tudi žel. In povem vam, to nas že sreča tu na tej zemlji. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. To velja na duhovnem področju, to velja tudi za našo družino in našo zakonsko zvezo. To, kar vlagamo v naše otroke, v našo zakonsko zvezo, v našo družino, v našo lokalno cerkev, za to bomo dobili enkrat nagrado nazaj. Bog nikomor od nas ne ostane dolžan. Bog je dober Bog. Bog je čudoviti Bog. Bog skrbi za svoje otroke. Interesantno je, da Jezus tega bogatega človeka zaradi bogatstva in pridnosti ni obsodil. Če smo postali kristjani, dragi moji, bi morali biti boljši možje, boljše žene, boljši sinovi, boljše hčere, boljši očetje, boljše matere, boljši študenti, boljši delavci, boljši sosedi. Dragi moji, besede ne zadostujejo. To, kar govorimo, to moramo tudi praktično živeti. Vera brez del je čisti nič. In tu nas Bog testira. Vera brez del je čisti nič. Ta človek je bil bogat, uspešen, toda ta človek je bil duhovno Bog. Bogatstvo človeka ne bo osrečilo. Je velika razlika med tem, kar imaš in kar si. To je to, o čem Jezus v prebranem tekstu govori. Mi nismo samo fizično bitje, temveč mi smo tudi duhovno bitje. Mi nismo ustvarjeni samo za določen čas. Nek čas živimo, potem umremo, pokopljajo nas in vse je za nami. Človek je bitje,
ki lahko razmišlja, občuti v svojem srcu. Človek je bitje, ki s svojo modrostjo lahko naredi velike stvari v medicini, tehniki in lahko bi še našteval. Človek je ustvarjen za nekaj posebnega. Mi smo ustvarjeni za večnost. Mi smo ustvarjeni za skupnost z Bogom. In samo takrat, ko imamo skupnost z Bogom, dobi naše življenje pravi smisel. Pravi smisel. Ta bogat človek je v tem tekstu večkrat dejal, jaz bom podrl svoje stare skednje, zgradil bom nove, pospravil vse svoje žito, pospravil vse dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši, duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pi in bodi dobre volje. Nekateri ljudje so samo dobre volje, ko se napijejo. A mi, kristjani, smo posebno dobre volje, ko nas Gospod izpolni svojim svetim duhom in svojo močjo. Ne sramujmo se srce odpreti Jezusu Kristusu, da nas napolni, da bo po pravici redno šumelo, ko mi tu slavimo in častimo Gospoda. Ne sramujmo se slaviti in častiti Gospoda. In veste, čim več je ta človek imel, tem manj je bil zadovoljen. Bral sem o milijonarju, ki je živel v Nemčiji, kateri se je zgradil čudovito hišo na Severnem morju s ciljem, da bi lahko na stara leta tam užival. Ko je bila hiša zgrajena, je njegova žena naredila samomor. In ta človek je s 55 tudi umrl. A smo tudi sami opazili, da smo večkrat nezadovoljni. Kaj smo mi imeli v naših mladih letih, ko sem jaz bil otrok? Če moja mati ne bi imela tete v Ameriki, mi bi goli hodili, resnično, goli bi bili. Ni bilo. Veste, kaj smo mi delali v soboto? Jajčka smo iskali od kokoši, da bi v nedeljo lahko vrli dobrovoljni prispevek v cerkvi. Nam so se pa sadile sline, ker ni bilo. Ali dali smo to, kar smo imeli, Božjo skrinjo. Danes nam gre fejst dobro, pa smo nezadovoljni. Pa bomo še bolj nezadovoljni, če nam Bog ne bo na prvo mesto. Dragi moji, ko smo imeli kolo, bicikling, ko smo bili mogoče bolj srečni in zadovoljni, kot danes smo. In veste, vse, kar imamo, smo dobili od Boga. Tudi za vse to, kar imamo, bomo enega dneva morali dati Bogu račun. V prvem pismu Timoteju v 6. poglavju 10. vrstici beremo besede apostola Pavla. Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Potem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere. S tem pa sami sebi zadali veliko bolečin. Vidimo, da je bil ta bogat človek poleg vsega, kar je imel, bistvo revež. Jezus ga ni obsojal zaradi njegovega bogatstva, temveč Jezus ga je grajal zaradi stališča njegovega srca. Ta bogat človek je zaupal svoje bogatstvo in Boga zanemaril. Dragi moji, ne zanemarjamo Boga. Bog si zasluži prvo mesto v našem življenju. In če bo Bog prvi, potem bo vse ostalo prišlo v naše življenje. Ali pa je že. Veste, njegov problem ni bil v tem, kar je imel, temveč njegov problem je bil v tem, da mu je bogatstvo zamenjalo Boga. Namesto, da bi ostal skromen, hvaležen Bogu in bil z druge strani darežljiv do ubogi, je ta bogataš postal ponosen in se je prevzel. Dragi moji,
Veste, da nam denar lahko postane prekletstvo? To se je zgodilo temu bogatašu. Preveč je imel in ni vedel več, kaj bi delal. In ni čudno, da ljudje govorijo, bogat in vseeno nikdar zadovoljen. Jezus je videl v dušu tega človeka. Jezus je najboljši psiholog in psihiater. Ta bogat človek se je začel v svoji osamljenosti sam s sabo pogovarjati. On je sam sebi postavljal vprašanja. Rekel si je, kaj bom zdaj storil? Mogoče je imel ženo, otroke, sosede in vseeno je načrtoval sam. Osamljenost je bolezen našega časa. Lahko stanujemo v velikem bloku, ker je veliko ljudi in smo vseeno sami. To sem tudi bral o eni gospe, ki je 1 leto mrtvo ležala v svojem stanovanju v enem velikem bloku. Katastrofa. Dobro je, da vprašamo drug za drugega, posebno mi kristjane. Če nekoga ni v cerkvi, pokliči ga, pa ga vprašaj, pa tudi, če ti ta na živce gre. Ja, pokliči ga, pa vprašaj, čuj, kaj je s tabo bilo, da v nedeljo nisi bil v cerkvi. Rabiš kaj od mene, da ti pomagam. Veste, resnično, premalo skrbimo drug za drugega. Vsak gleda samo zase. Ta bogat človek si v 17. vrstici v Luka 12 postavlja vprašanje, kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov. Odgovarja sam sebi, tole bom storil, podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Ta bogataš je iskal srečo na napačnem mestu. Mislil je, da bo bogatstvo njegovo srce izpolnilo. Rekel si je, duša, to pomeni, da je znal, da ima dušo. Znal je, da je ustvarjen za večnost. Duša, veliko dobrin imaš shranjeni za vrsto let. Zdaj počivaj, imej mir, jej, pij in uživaj. Midva z mojo drago Esterov, mojo soprogov, sva se sredo vrnila z dopusta. Lepo sva se imela, dosta sva lahko molila, plavala, voda topla bila v morju 28. Si se lahko skuhal kot rak. Ja. Zjutraj je bilo fajn plavati, potem popoldan pa že mlačna voda bila. Ne? Ali vam povem, meni bi bilo, to sem večkrat rekel moje Estere, dosadno bi bilo tam vedno biti, pa plavati, pa uživati, pa dobro jesti, pa Jaz sem Estere rekel, Estera, naslednjo leto, če bova živela, največ kot 7 dni. Ona pravi, ne 7, 8. Ali je fajn biti na dopustu in uživati tudi v Gospodu. Midva sva imela dosti časa, dolje stvari sva brala, skupaj sva se molila, tudi doma tako delava, vsako jutro skupaj moliva, vsak zvečer skupaj moliva. In to vam lahko povem, zakonski par, kateri skupaj moli, redko se bo ločil, redko. Žal tudi danes pridejo v naše cerkve, ločitev in tako dalje. Zakaj? Ker nimajo Boga na prvo mesto. Nikogar ne obsojam, ali tako je. Ali se vam ne zdi, da ta bogataš govori podobno kot marsikdo od nas? Počivaj, planiraj, jej, pij, uživaj, polni denarnico z evri. Čim več imamo, tem bolj smo nezadovoljni. Ljudje in tudi mi večkrat iščemo zadovoljstvo na napačnem mestu. Ta bogataš je mislil, da mu bogatstvo dalo srečo, zadovoljstvo in mir.
Ta bogat človek si je dejal, človek zdaj jej, pi, uživaj. Toda uživanje nas ne osreči trajno. Koliko družin in zakonskih zvez je uničenih zaradi sebičnosti, alkohola, mamil, zaradi greha. V svetu vsak dan umre okrog 30,000 otrok, ker nimajo kaj za pojesti. Mi to vse vemo, ali nič ne storimo za njih. Včasih tu pa tam poslušam molitev, o Jezus, o Bog, nahrani te otroke. Bog je nam dal možnost, da jih lahko pomagamo. Nam. Dobro je, da pogledamo okrog sebe in da živimo drugače kot ta svet, ki živi brez Boga. Naj nam Gospod pomaga. V knjigi Izaija 55 od 1. do 3. vrstice beremo. Knjiga Izaija, to je v Stari zavezi, 55, 1 do 3, tako pravi Božja beseda. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite brez denarja. Pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Bog je vedno in vedno znova klical svoje ljudstvo k sebi nazaj. Izrael, ko je Izrael popolnoma za Boga služil, v Izraelu je cvetelo duhovno in tudi telesno. Ko se je Izrael obrnil od Boga, slabše so živeli kot ljudje, ki niso Boga verovali. In tako je tudi pri nas. Jaz želim vse nas ohrabriti. Naj nam bo Bog prvi v našem življenju. Amen. In za vse ostalo, kar še danes nimaš, pa bi rad imel, moli se za to. Za vse ostalo se bo Bog poskrbel. Bog skrbi za svoje otroke. In to vam tudi lahko povem. Ne rabiš ti vse imeti, kar drugi ima. Bodi zadovoljen s tem, kar imaš. V Evangeliju po Mateju, 4. poglavju, 4. vrstici, je Jezus povedal, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Dragi moje, srečeno najdemo v imetju, tudi ne v denarju. Sreča tudi ni v življenju, v uživanju in v dobrem zdravju. Hvala Bogu za dobro zdravje. Prava sreča in trajna sreča je v Jezusu Kristusu, našem odrešeniku. Lahko vam povem, skoraj 50 let, od 76. me je Gospod tam srečal v Švici. Prej sem tudi do 18. leta sem ljubil Gospoda, res. Jaz sem imel 6 let, mi smo take molitve in čudeže doživljali v Žanavlju, v cerkvi, da lahko samo sanjaš. Žal sem potem odšel, 4 leta sem bil kot izgubljeni sin. Bežal sem od Boga. Vse sem vedel, ali moram povedati, z Bogom je dosti boljše kot brez Boga. Jaz sem srečen in ponosen, da je Jezus moj odrešenik in Gospod. In zadnja točka. Jezus je tega bogatega človeka imenoval neumnež. Ta bogati človek je mislil samo na svojo zemeljsko življenje. Pozabil se je pripravljati za večnost. Božja beseda nam pravi, da bomo enega dneva vsi morali umreti in da po smrti pride sodba. In nihče od nas, ki smo danes tu zbrani, ne more povedati, pa jaz bom živel še 25 ali 30 let.
Sedaj, ko smo bila na morju, sem dobil telefon, pastor Srečko me je klical, ker človek, ki je klical, je hotel mene klicati, pa ni imel telefona. Pravi, Branko je umrl. Jaz sem pomislil na naše Prekmurce, 2 Branka poznam. En Branko, Slovenec, živel je v Lovski ulici, pa mati, in potem odšel v Avstrijo, v Švico, in v Švici smo skupaj, tam se je spreobrnil, njegova žena je iz Bosne, v soboto ga je Gospod poklical, 72 let. Mi ne vemo, kdaj nas pokliče. Zato je pomembno, da smo pripravljeni. Da smo pripravljeni, ko nas Gospod pokliče, da smo pripravljeni. Da smo pripravljeni. In bilo mi je zelo težko, če bi bil doma, bi šel na pogreb, Banja Luko, blizu Banja Luke. Žal, nisem bil doma in sem si mislil, tako je. Jaz bom tudi kmalu 70. Ne vemo, kdaj bomo šli. Moja tašča je 89, bo imela oktobra. In večkrat mi pravi, Viktor, ne želi si dolgo življenja. To ni lahko. Težko. Ali ona je še tu? Dragi moji, naš čas ni v naši rokah. Naš čas je v Božji rokah. Vsi mi smo minljivi, kar se tiče našega telesnega življenja. Tudi naša duša in naš duh sta ustvarjena za večnost. Želel bi se še prebrati besedo iz Amosa 4.12. Amos, to je v Stari zavezi, 4.12, tako pravi. Pripravi se na srečanje s svojim Bogom. In resnično najvažnejše za vsakogar od nas je, da se pripravimo za srečanje z Bogom. Ta bogati človek se za srečanje z Bogom ni zmenil in ni pripravil. Žal, tako dela večina ljudi v naši prelepi Sloveniji. Vsem se pripravljajo, samo ne za srečanje z Bogom. V Evangeliju po Janezu 3:16-18 beremo. Evangelij po Janezu 3:16-18, tako pravi Božja beseda. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak da bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor v Jezusa veruje, se mu ne sodi, kdor pa v Jezusa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Dragi moji bratje in sestre, kdo zavrača to Božjo ljubezen, kdor se ne zmeni za Boga, bo enega dneva obsojen in za večno ločen od Boga. Božja beseda nas danes vabi, naj se danes pripravimo in srečamo z Bogom. Vabi nas, naj verujemo v Jezusa Kristusa, ki je edina pot v nebesa. Jezus je sam povedal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po njem. On nas prijazno vabi k sebi. In veste, naj bo Jezus Kristus naše bogatstvo in naš odrešenik. Njegova ljubezen bo nasitila naša srca. Ne droga, ne alkohol, ne uživanje v ne vem kje. Vse to ne osreči človekovo srce. Človekovo srce osreči Jezus Kristus. Mi bomo molili. Oče, mi smo ti hvaležni za tvojo milost, za tvojo ljubezen, za tvojo dobroto. Hvala ti, Bog zvestobe,
Bog Oče, Sin in Sveti Duh, da nas ti neizmerno in brez meja ljubiš, take kot smo, in ti ima za nas načrt. Ti nas vabiš k sebi, če še nismo pri tebi. Ti želiš, Gospod, da uživamo v tvoje prisotnosti. Ti želiš, Gospod, da imamo tisto, kar rabimo. Ti želiš, Gospod, svojim otrokom dati življenje in to življenje v izobilju. Jezus, jaz te prosim za moje brate in sestre, za vsako prisotno osebo, ki je danes tu. Ti se nas dotakni. Ti se nas dotakni, da bi resnično lahko vedno znova vsak dan uživali v tvoji prisotnosti. Hvala ti, Jezus, dragi, da si ti na križu Golgote vse storil za nas. Prelil tvojo drago, svetu kri, ki nas čisti vedno znova. Hvala ti, Jezus, da nisi ostal na križu. Hvala ti, da si na tretji dan stal in živiš. In danes si tu med nami in ti vidiš naša srca, kaj mi rabimo. Jaz te prosim, dotakni se nas, dotakni se naših src. Haleluja, haleluja. Je tu kdo rabi molitev? Lahko dvignete svoje roke, da bomo molili. Jezus, sakaraba, šakalabada, sa še kdo? Jezus, Jezus. So stvari v tvojem življenju, pa bi rad rešil. Jaz ti povem, sam jih ne moraš rešiti. Ali Bog s tabo lahko reši. Bog s tabo lahko reši. Haleluja. Lahko stanemo. Oče, mi te slavimo in častimo in Jezus blagoslavljamo. Vse tiste, ki so dignili roke v znak, da rabijo tvojo pomoč. Jaz te prosim, Gospod, naj tvoja milost pride na njihova življenja. Gospod, pomagaj jim, da s tabo rešijo stvari, če je kaj za rešiti. Jezus, prosim te, naj tvoj dober sveti duh deluje v njihovi srci, njihovi življenje. Jezus, hvala ti, da lahko naša življenja popolnoma izročimo v tvoje roke. Hvala ti, Gospod, da pri tebi lahko začnemo ponovno. Od danes naprej drugače kot od danes. Jezus, mi si želimo popolnoma tebi pripadati. Prvi ti in vse drugo pride. Pomagaj nam, da resnično iščemo najprej tvoje kraljestvo in tvojo pravičnost. In ti si obljubo za vse ostalo, se boš ti poskrbel. Ti si dober Bog. Ti si Bog milosti, ti si Bog ljubezni, ti si naš dober pastir, ti si naš prijatelj. Ja, tvoja beseda celo pravi, ti si naš brat, ti si naš odrešenik. Častimo, slavimo in te obožujemo. Tebi dajemo hvalo, tebi dajemo čas in slavo. Ti naš dober Bog, Bog Oče, Sin in Sveti Duh, v imenu Jezus. Amen. Amen.